Leta 1821 je bil v Ljubljani kongres Svete alianse zmagovalcev nad Napoleonom. Udeležilo se ga je preko 500 predstavnikov 10 evropskih držav. Gostitelja kongresa sta bila cesar Franc I. in njegov kancler knez Metternich. Med kongresom je knez Metternich, tedaj najpomembnejši avstrijski politik, večkrat obiskal Bled. Navdušen je bil nad odličnimi postrvmi, s katerimi so mu postregli v gostilni pri Petranu na Mlinem. Hvala lepa in dober večer vsem skupaj. Ja, danes se bomo pogovarjali o spet enem relativno kratkem obdobju, sploh če ga gledamo z vidika naših današnjih pojmov, kaj je dolgo obdobje, kaj je kratko obdobje. Namreč pogovarjali se bomo o času od leta 1790, torej od smrti cesarja Jožefa II. Pa do leta 1848, do trenutka, ko odstopi oziroma tako ne ravno prostovoljno s prestola odide cesar Ferdinand I. Avstrijski. V tem času, torej najbrž ste že sešteli, 58 let je minilo, se na prestolu zamenjajo trije vladarji, med katerimi seveda je daleč najpomembnejši cesar Franc, torej cesar, ki zaključi tisočletno obdobje Svetega rimskega cesarstva in hkrati ustanovi novo avstrijsko cesarstvo, ki potem traja dobrih 100 let in, kot veste, izgine v vihri Prve svetovne vojne. Ampak o tem se bomo potem čez 14 dni pogovarjali. Torej, mi bomo zdaj začeli z vladarjem, ki smo ga že srečali, torej vladarjem, ki ga poznamo. Če se boste spomnili, Leopold II. Je do leta 1790 vladal kot Peter Leopold v Toskani. Zelo, zelo uspešen vladar je bil in pravzaprav kar nepričakovano namreč sede na cesarski prestol. Jožef II. Ni imel otrok, vse ne takih, ki bi se rodili v zakonu, in že prej je bilo določeno, da bo po njegovi smrti na prestol sedel Leopoldov sin, najstarejši, prestolonaslednik Franc. Ampak, ko umre Jožef, je Evropa in pa z njo vred Avstrija bila v tako težkem položaju, da so na Dunaju sklenili, da bodo to določilo zaobšli in seveda pošljejo v Firence, na tamkajšnji dvor, prošnjo, da Leopold pride vendarle kot vladar v Avstrijo. In tako Leopold pravzaprav gre ne direkt na Dunaj, pač pa, kot lahko tule lepo vidite na tej medalji, v Frankfurt, kjer so ga vmes že izvolili za svetega rimskega cesarja in ga potem tudi slovesno okronali. Leopold postane cesar in se šele potem vrne na Dunaj, torej mesto, kjer se je sicer rodil, ni pa Leopold na Dunaju živel. Zadnjih 25 let živi v Firencah. Glejte, Dunaj, kamor je prišel Leopold, je bil mesto, ki je tako, bomo rekli, zelo vročično
delovalo. Na eni strani je seveda tudi na Dunaju zavel nov veter, ki ga je prinesla francoska revolucija, ki se zgodi, to veste, leto prej, preden da je Leopold postal vladar. V tej revoluciji seveda se zgodi marsikaj, ampak to morda kdaj drugič, v vsakem primeru. Francoska revolucija je v tem času ogrožala seveda predvsem lastno, torej francosko-burbonsko monarhijo, ne še toliko, da bi seveda že se nakazali tisti tragični dogodki, ki so potem sledili, predvsem pa francoska revolucija še ni ogrožala zunanjih ozemelj, torej Evrope kot take. Torej, Leopold se v prvem planu torej ne sooči z vprašanjem, kaj sedaj, ko je v Franciji recimo prišlo do sprememb, ko se je absolutizem poslovil, pač pa seveda se sooči z veliko težjim vprašanjem, kaj narediti z Avstrijo. Namreč avstrijska monarhija je bila direktno pred razpadom. Kriv za to je bil Jožef, torej Leopoldov brat, ki je seveda z svojimi reformami, ki so bile zelo globoke, to vemo, in pa hkrati tudi pri marsikomu nepriljubljene, tako razjezil ali pa vznejevoljil različne narode znotraj monarhije, še posebej Madžare, ki so zdaj, ko se pojavijo te revolucionarne ideje, ko v Franciji pade Bastija, ko kralja prisilijo, da seveda sprejme ustavo, sprejme parlament kot tak, to seveda v madžarskih glavah, pa še v kakih drugih, pripelje do podobnih idej. In za Jožefa so rekli, da je bil podoben človeku, ki vleče za roge bika, da bi poslušal, kako ta bik rjove. In taka je bila pravzaprav zdaj Avstrija, ko jo za roge zagrabi drugi, naslednji vladar, torej Leopold. Leopold je bil človek z izkušnjami, predvsem veliko bolj umirjen od brata in jasno pripravljen prisluhniti ljudem. In tako pravzaprav Leopoldova vlada mine v smislu nekega reševanja tistega, kar se je rešiti dalo. Torej, Leopold se podvrže temu starodavnemu ceremonialu in kot lahko vidite na tej sliki, se da okronati za kralja Madžarske. Torej, kronanje poteka v cerkvi svetega Martina v Bratislavi, torej še vedno prestolnici tedaj madžarske države, in seveda ob prisegi za madžarskega kralja odpravi nekaj reform, tistih, ki so najbolj žalile madžarsko nacionalno čut, in Madžari so bili zadovoljni. Podobno Leopold naredi tudi na Češkem, ko ga v katedrali svetega Vida ukronajo za češkega kralja, in tudi Čehi so zdaj zadovoljni. V delu ceremonij, ki so tedaj potekale v Pragi, se najde čas tudi za izvedbo slovite opere, torej La Clemencia de Tito, Titova, cesarjeva, seveda cesar Tit, Titova milost. In tukaj lahko vidimo tudi napis zraven, da je seveda
opera bila posvečena kronanju cesarja Leopolda. Torej, Leopold v teh letih dejansko uspe rešiti reforme. Tako svoje matere, Marije Terezije, kot tudi te od Jožefa II. Kako zelo enostavno. Znal je te reforme, rečemo, v eno tako človeku prijazno embalažo zaviti. Tega Jožef ni znal. Leopold je bil pa večji diplomat, malo bolj taktičen človek in ljudje so seveda sprejeli, bom rekel, tisto, kar so prej zavračali, zato ker jim je bilo ponujeno na nek bolj, recimo, prebavljiv način. In v tem je bil Leopold veliki mojster. In lahko rečemo, da so ti njegovi posegi v reformno dogajanje tisti, ki so Avstrijo rešili. Namreč, če bi Leopold nadaljeval tako na silo, kot je začel Jožef, bi Avstrija seveda morda ne ravno razpadla, ampak ob preizkušnjah, ki so sledile, bi pa seveda Avstrija veliko težje obstala, kot pač je. Nekje z letom 1791 pa se začne Leopold vendarle bati tudi za meje cesarstva. Ne avstrijskega, takrat ga še ni bilo, pač pa sveta rimskega cesarstva. Namreč Francija je postajala vedno bolj radikalna, vedno bolj se je uveljavljalo mnenje, da je treba revolucijo tudi izvoziti, torej preko meja, v Italijo, v Nemčijo, in v ta namen se Leopold sreča v dvorcu Pilnic, to je pri Dreznu, ob reki Labi, z svojima dvema kolegoma, lahko rečemo najpomembnejšima vladarjema v nemškem prostoru. To sta bila saški volilni knez Friderik August III., pravzaprav bil on gostitelj tega srečanja, in pa pruski kralj Friderik Viljem II. In ti trije se nekako odločijo, da bodo postavili jasne meje, dokoder Francija lahko gre, in da če bo Francija te meje prekoračila, da bo to pomenilo vojno. Torej, tu se zdaj sklene tako imenovana prva koalicija proti Franciji, ki z veseljem pristopi tudi Rusija s carico Katarino na čelu. Leopold izbruha vojne ne doživi več. Je pa seveda to, da so se te države zdaj povezale proti Napoleonu, bilo zelo pomembno. Namreč Napoleon je dal zdaj jasno vedeti, da mu je usoda cesarstva, usoda Nemčije pomembnejša kot usoda lastne sestre. Torej, francoski revolucionarji so seveda mislili, da dokler bo Marija Antoineta seveda v Franciji, formalno še vedno kraljica, neformalno pa že ujetnica skupaj s svojimi otroci in seveda soprogom Ludvikom XVI., da tako dolgo seveda bo Leopold prijazen, poslušen, ampak Leopold ni bil te sorte. Z Marijo Antoineto si nista bila ne vem kako blizu, ne da je ne bi maral, ne narobe razumeti, je njegova sestra vendarle, ampak seveda Leopold je bil človek v prvi vrsti politik. In ko je prisegel, da bo varoval Sveto rimsko cesarstvo, je mislil resno. In seveda njegova sestra v tem smislu ni igrala pomembne vloge. Torej, Leopold zastavi politiko nemške države v naslednjih obdobjih. Politiko, ki je pa sam ni več uspel voditi, namreč Leopold je že tedaj bolehal in kmalu umre. Glejte, tukaj imamo sedaj Sveto rimsko cesarstvo. Torej, ogromna država,
Tako je stanje nekje v času cesarja Leopolda. Lahko vidite, Prusija je velika država, potem imamo tule Saško in pa potem avstrijske dežele. Recimo Salzburška je tedaj še samostojna, Bavarska, gledajte, ni nekaj velikega. Torej, to so Habsburške posesti, pa še tule so Habsburške posesti, torej današnja Belgija. Velik del Habsburških posesti, Madžarska, leži seveda izven meja Svetega rimskega cesarstva, to ne smemo pozabiti. In tu seveda lahko zdaj vidimo, kako ranljivo je pravzaprav cesarstvo bilo. To je bila zveza, poglejte, več kot 300 držav. Zdaj, če pogledamo z današnjega zornega kota, so to Nemčija, Češka, Avstrija, pa potem še Belgija in Luksemburg. Ozemlje, na katerem danes živi približno 100 milijonov ljudi, tedaj jih je bilo seveda znatno manj, je bilo razdeljeno na 300 držav. Če bi bili zelo natančni, pa če še upoštevamo državne viteze, katerih posest je bila formalno gledano tudi država, potem je bilo pa teh držav skoraj 2500. Govorimo o ozemlju današnje Nemčije in sosednjih držav. Voditi tako državo je bilo skoraj nemogoče, ravno tako tudi braniti. Kakorkoli, Leopold ni imel možnosti, da bi se izkazal na bojnem polju. Leta 1792 je umrl. Nekaj mesecev zatem umre njegova žena Marija Ludovika. Kot sem že zadnjič omenil, to je bil izredno lep zakon in Marija Ludovika, ko je mož umrl, je rekla, nočem več živeti, v smislu, on me rabi zdaj na drugem svetu, in je enostavno shirala in umrla v roku nekaj mesecev. Ni hotela več biti na tem svetu in se potem svojemu možu pridruži v cesarski grobnici, kapucinski grobnici, vidite, v precej preprostih sarkofagih počivata. In s tem seveda je konec nekega obdobja. Umre zadnji izmed sinov Marije Terezije in s tem umre tudi obdobje reform. Torej, Leopold je zadnji razsvetljeni vladar na avstrijskem prestolu in seveda z njegovo smrtjo je razsvetljenstva konec. Na prestolu mu sledi sin, cesar Franc, ki vidite, da ima, bom rekel, malo hecno zaporedje številk. Ponavadi je nekdo najprej prvi, pa potem drugi. Ampak v tem primeru imamo pa seveda dve različni državi. Cesar Franc, jaz sem ga vedno kar kot prvega dal, da ne bo neke zmede, je seveda zavladal kot cesar Svetega rimskega cesarstva. In na tem prestolu je bil drugi vladar tega imena. Namreč njegov ded, Franc Štefan Lotarinški, je bil kot Franc prvi cesar. Ampak, kot bomo videli, Sveto rimsko cesarstvo dobrih 10 let kasneje razpade. Preneha obstajati in tedaj se Franc okliče za avstrijskega cesarja. Torej, na novo izumijo avstrijsko cesarstvo in Franc seveda postane cesar tega cesarstva. In ker je bil sploh prvi cesar tega cesarstva in tudi prvi Franc na tem prestolu, je potem Franc prvi. Torej, tako, čisto v grobem, od
1792 do 1804 je Franc II., potem pa do svoje smrti, do leta 35, naslednjih 31 let, Franc I. Ampak za nas bo skozi prvi. Slika, ki jo vidite, je zelo luštna, zelo simpatična, prikazuje nam malega Franca, ampak vidite že seveda z viteškim redom zlatega runa, torej najvišjim, najbolj prestižnim viteškim redom Habsburške dinastije, kot otrok, naslikan v Firencah, kjer se je rodil. Franc je bil eden od številnih otrok. Če se spomnite, mislim, da 2 predavanji nazaj oziroma eno nazaj smo omenili, da je imel Leopold 18 otrok. In med njimi seveda je bil Franc prvorojeni in ker seveda je moral naslediti tako svojega očeta kot strica Jožefa in mu je bila namenjena vloga cesarja. Eden od njegovih bratov je postal toskanski veliki vojvoda in eden, tega posebej dobro poznamo, to je bil nadvojvoda Janez, postane eden najbolj priljubljenih Habsburžanov. Dejstvo je, da je bil tudi veliko bolj brihten od svojih ostalih bratov, namreč cesarju Francu lahko pripišemo marsikaj, samo to, da je bil pameten, pa ne. Torej, njegov brat Janez je tisti, ki je seveda ogromno naredil za razvoj Štajerske, tako tega dela, ki je danes v Sloveniji, kot onega dela, ki je v Avstriji, v Gracu, samo krasen spomenik postavili, pa tudi mi, pri nas bi mu ga lahko, vem, da eno spominsko obeležje obstaja, namreč brat cesarja Franca, nadvojvoda Janez, je ustanovil slavno, tedaj najboljšo kmetijsko šolo v Mariboru, najboljšo v celem cesarstvu. In to je bilo zelo pomembno. Ta šola še danes obstaja in pred leti so tudi obnovili ta posvetilni napis nadvojvodi Janezu. Ampak samo toliko, da naredimo eno povezavo med Francem, njegovo družino širšo in pa našimi kraji. Franc je bil liberalno vzgojen, dobro vzgojen v, bomo rekli, eni taki prijetni družini, torej življenje v Firencah je bilo lepo, družinsko in z tega zornega kota je Franc seveda postal tudi zelo ljubeč oče, dedek, celo pradeda, in to mu je seveda, bom rekel, zelo ugajalo. Mi bi rekli, da je bil en tak predmodern vladar, ki je bolj kot karkoli drugega cenil zasebno življenje in to bomo tudi videli na marsikakem portretu, na marsikaki upodobitvi. Nažalost, pa Franc ni bil zasebnik, pač pa je bil cesar in cesar je postal seveda v najtežji situaciji, ki je kadarkoli Avstrijo doletela, pa ne samo Avstrijo, celo Evropo. Mi bi lahko rekli, da je bil Franc, kar se tiče značaja, velik flegmatik in pa zelo konzervativen človek. Kljub temu, da je bil liberalno vzgojen, je seveda ta liberalizem hitro opustil in seveda se odločil, da bo vztrajal na tem, kar je pač bilo. Nič več reform, nič več novosti, ker to ne pripelje nikamor. In znana je njegova zelo flegmatična izjava, lahko da bo še slabše, ampak bo že kako. In na ta način je vladal več kot 40 let in verjeli ali ne, seveda bil pri ljudeh neizmerno priljubljen. Namreč v življenju ga je res marsikaj teplo, Napoleon mu je pol države
vzel, ampak Franc je rekel, bože, kako. In na koncu je tudi bilo. Konec koncev je uspel ustvariti cesarstvo, ki je bilo veliko, pravzaprav so bile habsburške posesti večje kot pa kadarkoli prej in seveda Avstrija kot enotna in absolutna monarhija je seveda iz vsega tega ven išla kot ena od glavnih zmagovalk. Zdaj, Franc seveda v prvih letih vlade gre skozi vse te procedure kronanja v Frankfurtu, v zdaj že Budi in v Pragi, vse posod ga okronajo. Franc seveda se zaobljubi, da bo varoval svoje dežele, ampak veliko od tega ni bilo. Namreč v obdobju proti koncu stoletja se francoska revolucija izvozi, začne se seveda revolucionarno dogajanje na ozemlju Belgije, severni Italiji in posledično se seveda Evropa pogrezne v vojno. Kar 7 tako imenovanih koalicijskih vojn proti Franciji lahko naštejemo, nobena od teh ni uspešna. Francija uspe premagati vse te koalicije, v katerih je bila Avstrija skoraj vedno soudeležena in vedno tudi tepena, če smem tako reči. Velik udarec za Avstrijo seveda se zgodi leta 1797. Tedaj Francozi odpravijo starodavno Beneško republiko. Napoleonove čete zasedajo Benetke in Beneška država propade. In za Francijo je bilo to seveda moralno vprašljivo. Konec koncev so se Francozi spraševali, a je prav, da francoska republika uniči neko drugo republiko, staro, sicer trhlo že popolnoma, ampak vendarle. Po drugi strani so pa Avstrijci seveda dobili na obali zdaj soseda, ki je bil mnogo močnejši kot ta uboga, 1000 let stara Sirenissima. In posledica je bila ta, seveda, da so Francozi veselo korakali tudi preko naših krajev in seveda šele potem, ko je Avstrija bila pripravljena podpisati mir, so se Francozi umaknili. Ta mir je bil za Avstrijo zelo, zelo pozitiven. Franc je pridobil velik del Dalmacije, Istro, torej Slovenci smo zdaj po dolgih stoletjih, menda sploh, kolikor je meni jasno, prvič živeli pod eno krono, pod enim vladarjem in to je seveda z vidika našega naroda bilo pozitivno. Ampak seveda gledano z vidika cele Evrope pa seveda to ni bilo tako pozitivno. Torej Napoleon, tule vidite to slovito upodobitev, ki jo naslika francoski slikar Jacques-Louis David, je seveda bil slej ko prej glavni nasprotnik Habsburžanov. Zanimivo je, da Franc pravzaprav nima neke prave ideje, kako se Napoleona lotiti, in Napoleon se je tega dobro zavedal. In tako so Francozi seveda korak za korakom uničevali Nemčijo, sveto rimsko cesarstvo. Leta 1799 so v mestu Radstadt, to je na meji med Francijo in pa Nemčijo, v bližini Strasburga, podpisali mirovni sporazum, ki je zaključil neko obdobje vojn, ki je sveto rimsko cesarstvo sicer še pustil, je pa Napoleon takrat že seveda kot prvi konzul Francije spodbudil nemške države, tiste, ki so hotele, da so se priključile Franciji. In še nekaj,
Napoleon je dosegel, da se znotraj Svetega rimskega cesarstva ukinejo cerkvene države. Vi na Bledu to dobro veste, kaj je pomenilo. Namreč znotraj Svetega rimskega cesarstva so bile številne škofovske, nadškofovske države, v katerih so bili posvetni vladarji tudi duhovni vladarji. In tako, kot imamo briksenškega škofa, pa frajzinškega, pa salzburškega nadškofa, jih imamo še ne vem koliko. Ogromno. Tretjina Nemčije je bila v cerkvenih rokah. Napoleon je tistega leta namreč ukinil papeško državo, papeža so prepeljali v Francijo, kjer je umrl kot ujetnik, je bil Pij VI, tisti, ki ga Jožef II pustil praznih rok, tisti Pij, ki smo ga omenili, da je tudi skozi naše kraje potoval, ko je šel na Dunaj. In kaj je naredil Napoleon? Bil je zelo moder. Ukinil vse te države in rekel, tako, dragi moji nemški knezi, to ozemlje je zdaj brez vladarjev, vzemite si ga, kolikor si ga hočete. In na tak način seveda so si ta gospostva pridružili posvetni vladarji. Bled, Škofja Loka in še marsikaj drugega pride v roke Habsburžanom. Tudi Salzburg, ki je bil doslej samostojen, pa še kaj drugega. Tudi Brixen in pa seveda še nekateri drugi kraji. Torej gre za seveda zelo pomemben dogodek. Bilo je jasno, da brez teh cerkvenih držav seveda Sveto rimsko cesarstvo ne bo dolgo obstajalo in dejansko samo še nekaj let bo minilo, ko bo Svetega rimskega cesarstva konec. V obdobju naslednjih nekaj let pride do seveda številnih dogodkov. Francija se notranje okrepi, Napoleon uspe oblast vedno bolj združevati v svojih rokah in tako leta 1804 razglasi francosko cesarstvo, sebe za cesarja Francozov in seveda ukaže papežu, tule ga imamo, to je Pij VII, namreč vmes je Cirku dobila novega poglavarja. Zanimivo, volitve papeža, konklave, niso potekale v Rimu. Po ne vem koliko stoletjih so potekale izven Rima, celo izven ozemlja nekdanje papeške države, ki jo je zdaj Napoleon celo obnovil. Te volitve so potekale v Benetkah, na tedaj avstrijskem ozemlju, ker seveda so kardinali rekli, ne bomo v Rimu, ki so ga zasedli Francozi, pač pa gremo na bolj varno območje, pod vlado Habsburške dinastije. In tako v Benetkah, mislim, da 25 kardinalov izvoli papeža Pija VII, ki ga Napoleon potem povabi v Pariz na kronanje. To povabilo je bilo tako, da so papeža spravili v kočijo pa ga odpeljali čez Alpe v Pariz. In sami veste, papež sedi, Napoleon krona najprej sebe, potem pa cesarico Joséphine. Torej veličastna slika, ki je sicer dokumentarno čisto napačna, namreč David je kronanje, ki je bilo, to gotovo veste, v pariški Notre Dame, naslikal v dvorni kapeli v Versailles, ampak očitno je bila Notre Dame prevelika in preveč temna cerkev, da bi slikar tam not lahko tak prizor postavil. Namreč rabo je ogromno statistov za tako sliko in na tej sliki sploh marsikaj, kar je narobe, ampak ne bomo o tem. Gre za seveda slavn trenutek, tako za Napoleona kot
za Francijo. Glejte, dogodek v Parizu je seveda močno pretresel Franca in pa tudi Nemčijo kot tako, torej Sveto rimsko cesarstvo. In državna krona, ki jo tule gledate, ki jo hranijo v zakladnici dunajskega Hofburga, je postala, bomo rekli, relikt preteklosti. Torej, zakaj se je pravzaprav šlo? Glejte, v tem trenutku ali pa do tega trenutka imamo v Evropi 3 cesarje. Svetega rimskega, torej našega Franca, ruskega, v tem času je bil to že Aleksander I, in seveda turškega. In tu ni bilo problema. Ruski car vlada pravoslavcem, turški sultan muslimanom, Franc vlada ostalim kristjanom. Zdaj pa dobimo na čelu Francije cesarja, ki je, hočeš nočeš, tudi požegnan strani cerkve, in nemški knezi so seveda tu se odločili zelo oportunistično, da bodo podprli Napoleona in na veliko seveda izstopajo iz Svetega rimskega cesarstva, dokler Franc drugi uradno ne odloži te krone starodavne, danes skoraj 1000 let stare krone, ki seveda postane samo še zgodovinski simbol. Franc je bil zadnji cesar, ki so ga s to krono okronali. Kaj pa zdaj? Zdaj imamo pa krizo identitete. Kaj narediti? Avstrija je seveda pojem, ki obstaja. Tako v povezavi z dinastijo, kot seveda z temi dednimi deželami. In Franc, ki je bil prepričan, da seveda kot kralj Madžarske, Češke in še česa drugega ne bo mogel nekako vladati vsem deželam, se odloči za eno precej nenavadno potezo. Tukaj vidite trg na Dunaju, imenuje se Am Hof, torej na dvoru ali pa na dvorišču, in vidite, zadaj je cerkev iz 18. stoletja, nič pomembnega, ampak ta cerkev ima en velik balkon in z tega balkona je cesar, ali pa bivši cesar zdaj, rečemo Franc, razglasil nastanek novega cesarstva, avstrijskega cesarstva. Treba je povedati, da tako, pravno gledano, ni imel nikakršnega razloga za to, tudi nobene pravice, ampak vse vseeno bilo, tudi Napoleon je ni imel. Francija je bila do tedaj, če je bila kraljevina, pa nekaj let republika, zdaj je bila pa cesarstvo. In tako tudi Avstrija, ki je bila doslej nadvojvodstvo, če smo natančni, postane cesarstvo. Dobimo to krono, ki smo že nekajkrat gledali, ki je stara bila v tistem času že več kot 200 let, kot avstrijsko cesarsko krono. In Franc postane Franc I. Tule ga imamo. Ironija je, da krona, ki vidite na njegovi glavi, je bila na tej glavi samo za ta portret. Namreč s to krono ni bil okronan nihče, nikoli. Ne Franc, ne njegov sin Ferdinand, ne Ferdinandov sin Franc Jožef, niti, oziroma vnuk, Franc Jožef, niti potem seveda zadnji cesar Karl. Nihče ni bil s to krono okronan, namreč Francu se je zdelo malo neprimerno v času teh težkih Napoleonovih groženj prirediti eno razkošno kronanje.
Ferdinand je bil preveč bolan, Franc Jožef je seveda zasedel prestol v sila turbulentnih časih, še malo bolj turbulentnih kot Franc. Karl pa, tako veste, zasede prestol, ko je država se že sesuala in jasno, tudi ni bilo neke volje sred prve svetovne vojne kronanje organizirati. In pravzaprav mislim, da je bil Franc sploh edini, ki je to krono imel na glavi in je se pa potem seveda uporabi kot heraldični simbol in več kot 100 let državni grb krasi ta krona. In tukaj ga imamo. Prvič imamo državni grb novega avstrijskega cesarstva, torej grozno kompliciranje, to si lahko mislite. No, za nas je zanimivo predvsem tole, to je avstrijski del, tule je lepo madžarski del, pa imamo potem še češki del, pa imamo tukaj le burgundski del in pa lorenski del. In tule gora imamo krajinski grb, torej grb dežele Krajinske, tako zelo lepo viden. Tu je pa grb cesarja, torej njegov osebni grb, avstrijsko, lorensko, toskanski oziroma medičejski. Zdaj, lahko si mislite, da je ta grb sicer zelo lep, ampak ne posebej uporaben, zato so za vsakdanje potrebe manjši grb, si izmislili, ker imamo samo te osrednje dežele zastopane, torej lahko vidimo Avstrijo, Češko, Madžarsko, Burgundijo in pa Loreno, torej gre za te, bom rekel, sestavne dele, delno realne, delno seveda ne realne. Lorena je bila že davno v posesti Francije. Torej, nastale razmere so bile eksplozivne. In bilo je jasno, da se vse skupaj ne bo končalo drugače kot z eno veliko vojno. In Franc ni bil prav nič žalosten, ko ga je mladi, zelo nadebuden ruski car Aleksander, tule vidite njegov portret, dol na njega tako z prijetnim nasmehom zre babica Katarina Velika. Torej Franc, ki je bil 4 leta že na prestolu, Aleksander, ki je bil že 4 leta na prestolu, je bil prepričan, da je on tisti, ki bo premagal Napoleona in je pozval Franca naj združita sile in naj se spopadeta z Napoleonom. Franc, tukaj lahko vidite njegov doprsni kip, ki ga je sklesal sloviti italijanski kipar Canova, je privolil. Tudi on seveda ni maral Napoleona in tako se seveda napove naslednja v vrsti vojn proti Napoleonu, ki ne izgublja prav nič časa in se zmeni z Angleži, torej podpiše eno kratko mirovno pobudo in francoska vojska se usmeri preko Rena in potem pri Ulmu premaga avstrijsko vojsko. K temu seveda pripomore dejstvo, da je Napoleon prej württemberškega vojvodo in pa bavarskega volilnega kneza povišal v kralja, torej Württemberg in Bavarska postaneta kraljevini in Napoleon se zdaj sprehodi, ne gre nad Dunaj, pač pa seveda nekoliko severneje, danes na ozemlju Moravske, pri Slavkovu oziroma Avstrijci pravijo Austerlicu, pride do bitke, v kateri se prvič borijo 3 cesarji, torej govorimo o bitki 3 cesarjev, kjer Napoleon premaga tako rusko kot avstrijsko vojsko.
Zelo tipičen odgovor je strani cesarja Franca, ko mu rečejo veličanstvo, zgubili smo po celi črti, reče, aha, no zdaj pa lahko gremo domov. Torej, nič nobene pravzaprav žal besede. Franc se potem mora, čeprav ne rad, ampak vendarle, sestati z Napoleonom, podpišejo mirovni sporazum, ki seveda za Avstrijo ni ravno prijeten in seveda Napoleon se tule izkaže za zelo slabega, bomo rekli, diplomata, Avstrijo poniža, predvsem pa od nje zahteva določene, bom rekel, stvari, ki jih Avstrija nikoli ni mogla sprejeti. Namreč Avstrija mora odstopiti Salzburg Bavarski, ni problema, Salzburg je bil njihov šele nekaj let. Mora pa odstopiti Bavarski tudi Tirolsko. In to morate vedeti, da je bila Tirolska najbolj zvesta habsburška posest in za Tirolce je bil to smrten greh, za cesarja pa ravno tako, ampak druge izbire ni imel. Napoleon zaseže tudi Benetke, tudi Milano in s tem seveda dobi dovolj ozemlja, da ustanovi kraljevino Italijo in ne boste verjeli, seveda njen kralj postane Napoleon. Napoleon je zdaj cesar Francozov, kralj Italije, pa še kak naslov lahko bi zraven dodali. Torej, razmere v Evropi so kritične. Avstrija je poražena na celi fronti in v tem trenutku cesar ne ve več, kaj naprej. In tukaj seveda zdaj na, bomo rekli, politični oder stopi tisti človek, ki potem naslednjih 40 let zaznamuje politiko Avstrije, torej knez Klemen Lothar Venčeslav Metternich, za katerega smo slišali, da so mu postrvi tule na Bledu bile zelo všeč. Metternich je bil velik uživač, čisto kaj drugega kot Franc, ženske, dobra hrana, pijača, vse to mu je bilo zelo, zelo všeč. Morda kot ena hecna pripomba, njegova družina še danes poseduje najboljše vinograde v Rheingau, torej na območju, odkoder je doma Renski Riesling in se prodaja njihovo vino zelo, zelo dobro. Glejte, v naslednjih 2-3 letih se Napoleon ukvarja z Nemčijo, pa malo z Anglijo, pa malo Španijo in Portugalsko. In v tem obdobju se seveda sovraštvo do njega samo dviguje in vse skupaj eksplodira na Tirolskem. Tukaj lahko vidite eno tako malo naivno upodobitev tirolskega upora. Torej, Tirolci se uprejo Bavarcem, ki jim zdaj vladajo, in pa seveda tudi Napoleonu. Na čelu upora je tale gospod, ki ga tule vidite, Thomas Hofer, ki seveda je sprejet kot en tak, bomo rekli kar Robin Hood, vodja ljudske ustaje, in ta ustaja odmeva po vsej Evropi. Namreč gre za upor ljudstva. Tu se ni neka regularna vojska postavila na noge, niso bili plemiči, kaj šele kak vladar, da bi to organiziral, pač pa ljudje. In ljudje so se uprli za stare navade, za svojo cerkev, tudi Tirolci so zelo pobožni še danes, in seveda po vsej Evropi odmeva. In Napoleon seveda v tem času, čeprav je bil ravno zdaj na vrhuncu, ni ravno imel trdno vse Evrope v svojih rokah. Portugalci so mu jo zelo zagodli, ko je portugalski kralj
ni se pustil ujeti, pač pa je všel v Brazilijo, in Španci se začnejo upirati, pa še kdo drug. Napoleon se seveda zdaj ustraši, pošlje veliko vojakov, in ta tirolski upor je seveda zadušen. In Hoferja odpeljajo v Verono, mu sodijo in ga tam potem tudi usmrtijo. Njegova smrt pa seveda k uporu pač pripelje celotno Avstrijo. Avstrijci seveda so prepričani s cesarjem na čelu, da tako pač ne gre, in kljub mlačnemu Francu se Avstrija ponovno postavi na noge in Napoleon mora zdaj iti v ponovno vojno proti Avstriji. Tukaj se zgodi pravzaprav najprej eno veliko presenečenje. Imate sliko, na kateri v ospredju vidite nadvojvodo Karla, ki v bitki pri Asprnu premaga Napoleona. To je bila prva bitka, v kateri je bil Napoleon premagan. In seveda, to je zelo odmevalo. Res je, da je Napoleon potem samo nekaj dni kasneje popolnoma uničil avstrijsko vojsko. Gre za bitko pri Wagramu, to je danes predmestje Dunaja, tam na oni strani, torej na levi strani Donave, ne na tej strani, kjer je mesto. In res, da je bila Avstrija poražena, ampak mit o Napoleonovi nepremagljivosti je bil uničen za vse večne čase. Torej, Avstrija je bila seveda zdaj na tleh in Napoleon se je obnašal kot veliki zmagovalec. Tu bi lahko rekli seveda, da gre predvsem zasluga knezu Metternichu, da je od Avstrije sploh kaj ostalo. Torej, v Schönbrunnu, v tem simbolu Habsburške dinastije, se Napoleon zdaj nastani in tukaj podpišejo mir, tako imenovani Schönbrunski mir, pisajo se leto 1808. Kot posledica tega miru nastanejo ilirske province, vidite, z glavnim mestom v Ljubljani. Tule imamo itak italijansko kraljestvo, ki mu vlada Napoleon, in vidite ozemlja, nekdanje papeške države, Toskane, Ligurije, je pa itak priključeno Franciji. Torej imamo stanje, ki nikakor ni moglo zadovoljiti Avstrijcev. Avstrija je bila zdaj popolnoma odrezana od morja in tudi Slovenci smo bili sedaj seveda razdeljeni ponovno med več vladarjev. Zdaj o ilirskih provincah ne bomo tu posebej govorili. Z vidika slovenske kulture, jezika in še česa, vsekakor pozitivno obdobje, tako pozitivno, da v Ljubljani stoji Napoleonu posvečen spomenik. Po drugi strani je pa to obdobje, ko smo bili Slovenci tako obdavčeni, kot še nikoli prej in menda tudi kasneje ne. Torej, francoski davki so bili veliko hujši od avstrijskih. Torej, stanje, kakršno vidimo, traja 5 let. In potem seveda se zadeve spremenijo. Ena od posledic Schönbrunskega mira je tudi poroka. Mi vemo, da so Habsburžani, kadar je bilo najhujše, tudi s porokami svojih hčera poskušali zadevo urediti in tako se zgodi tudi tule. Torej, Napoleon, ki se je malo prej ločil od Jozefine, se poroči z Marijo Luizo, torej hčerko cesarja Franca. In pravzaprav so se Francozi kar malo
tako neprijetno počutili. To se je zgodilo leta 1808, 15 oziroma 16 let prej so seveda ta isti Francozi obglavili njeno teto, Marijo Antoineto, torej staro teto, pardon. Gre seveda za nekaj, kar so mnogi ali pa večina se jih je še dobro spomnila. Torej, Marija Luiza, tu lahko vidimo na čudovitem portretu od francoskega slikarja Gérarda, Napoleonu ugodi v tem smislu, da mu rodi sina. In s tem se seveda, bom rekel, Napoleonova velika želja uresniči, torej dinastija, ampak usoda vemo, da je naredila svoje. Torej, Napoleon II, tukaj vidimo portret, vlada vsega skupaj, mislim, da 2 ali 3 dni leta 1814, ko njegov oče seveda se odpove prestolu, potem pa živi na Dunaju, tako na pol v ujetništvu in umre star 20 let za tuberkulozo, torej žalostno. No, njegova mama, Marija Luiza, pa potem, ko se seveda cesarstvo Napoleona sesuje, postane parmska vojvodinja in moramo reči, uspešno in modro vlada parmski državi, se ponovno potem poroči in ima tudi v drugem zakonu otroke. Napoleon je zdaj, če smemo reči, na vrhuncu. V vsej Evropi sta samo še 2 državi, ki si jih ni pokoril. To sta bili Anglija, ki je bila za njega nedostopna, ker pač plavati čez ni bilo mogoče. Od bitke pri Trafalgarju Francija ni imela več mornarice vojne, torej Anglijo je lahko kar pozabil vsaj nekaj časa. Je pa seveda toliko bližje bila Rusija. Rusija, ki je pravzaprav za svojo trgovino edina še omogočala, da je Anglija gospodarsko preživela. In kot veste, Napoleon leta 1812 odkoraka proti Moskvi, jo sicer zasede, ampak potem ga seveda napačna presoja in pa predvsem želja carja Aleksandra, da gre raje v pekel, kot pa da podpiše mir z Napoleonom, ga prisili, da zapusti Moskvo in potem se seveda začne strm padec francoskega cesarstva. In tukaj imamo slovito bitko narodov pri Leipzigu, to je bilo v prvih novemberskih dneh leta 1813. In kaj lahko vidite na sliki? Vidimo avstrijskega poveljnika, torej nadvojvodo Karla, ki pride z branim vladarjem, pruskemu kralju Frideriku Viljemu III., avstrijskemu cesarju Francu in ruskemu carju Aleksandru poročati, da je Napoleon poražen. In potem sledi seveda nekaj mesecev, da se zmagovite armade, avstrijska, ruska, pruska, švedska, angleška, postopoma prebijajo do Pariza. In seveda zdaj nastopi čas proslave. In kot je navada bila vedno v takih situacijah, je to prilika, da nastane nekateri impozantni portreti, ki so, seveda, če gledamo samo na zgodovinska dejstva, pač naravnost bizarni. Franc tukaj v madžarski uniformi kot veliki vladar, veliki vojskovodja, čeprav nikoli ni zmagal. Samo enkrat je bil v bitki, pa še takrat vemo, da jo je izgubil, ampak deluje pa bolj veličastno kot Napoleon. Ta slika je še toliko bolj impozantna, torej kot
avstrijski maršal, v uniformi maršalski v ozadju Dunaj, ampak roko na srce, ni bil Franc edini, tudi Friderik William se da tako upodobiti in tudi Aleksander. Pri tem seveda je treba povedati, da Aleksander je dejansko tisti, ki se lahko ima za zmagovalca. Konec koncev je bil zdaj najmočnejši vladar v Evropi in je on bil tisti, ki je zdaj določal, kaj se bo zgodilo. Tukaj je seveda zdaj ključno eno dejstvo. Namreč imamo seveda zdaj trenutek, ko prevzame vse skupaj diplomacija. Cesar Franc, tule ga vidimo na spomeniku v dvorišču Hofburga, zdaj prevzame pobudo in na Dunaj skliče Dunajski kongres. Tukajle imate sliko, ki vam prikazuje zbrane diplomate. Med vsemi temi slavnimi gospodi imamo predvsem dva za omeniti. Metternicha, ki je bil predsedujoči kongresa, in pa zelo seveda zanimivo osebnost, nažalost nimamo časa, da bi kaj več o njem povedali, to je knez Talleyrand, zunanji minister Francije. Namreč prav neverjetno je, da je Francija, ki je bila poražena v tej vojni, se ravno po Talleyranovi zaslugi iztržila ogromno. Torej Francija pravzaprav ne plača vojne škode, Francija obdrži meje iz časa monarhije in še bi lahko seveda omenili, kaj vse Talleyrand doseže. Namreč Metternich, tule vidite njegov portret in pa Talleyrand sta si bila zelo blizu, po letih, po načinu življenja. Talleyrand je bil recimo škof, ki je imel ljubice, med revolucijo je odvrgel škofovsko kapo, se poročil in še marsikaj drugega. Torej bil je zagotovo najboljši diplomat, kar ga je kdaj Francija imela, in njegovo življenje je sijajna zgodba. Imate v slovenščini njegovo biografijo, priporočam kot zelo zanimivo branje. Torej, Dunajski kongres seveda na novo uredi razmere v Evropi in glejte novo Evropo. Torej, Nemčija še vedno obstaja kot neka zveza, imenujemo jo Nemška zveza, ampak države v njej so enakopravne in avstrijski cesar je seveda predsednik, ne cesar te zveze. Avstrijska država je ogromna, vidite, kam se sega. Rusija še večja, tudi Finska je k njej, Francija se ohrani kot je, Prusija je ogromna naenkrat in še. Torej, restaurirajo se zadeve, tako kot so bile pred francosko revolucijo, in še nekaj se zgodi. Tukaj lahko pobliže vidite zdaj nemški prostor, vidite, kako ogromna je bila avstrijska posest. Vladarji se odločijo, da sklenejo eno zvezo, ki se poimenuje Sveta aliansa, in ta zveza tudi določi, da se bodo vladarji vsake toliko časa srečali na 3 ali 4 leta, pač po potrebi, in seveda se pomenili o stvareh, ki jih žulijo. In tako seveda pride do prvega srečanja po tem Dunajskem v Aachnu, nekdanjem centru Nemčije. Drugi kongres pa, kot smo že danes uvodoma slišali, je v Ljubljani leta 1821. Tukajle imate pogled na trg, ki se ravno zaradi tega, ker je pač bil kongres, imenuje Kongresni trg danes, v ozadju grajski grič z gradom.
Glejte, to je gotovo najbolj pomembno politično srečanje na slovenskih tleh. Edino, ki bi ga lahko ob bok postavili, ampak verjetno manj pomembno, je srečanje, par let nazaj je bilo, med Bushem in Putinom pri nas. Sicer pa, glejte, koga imamo seveda v Ljubljani na obisku? Seveda našega cesarja Franca, neapeljskega kralja Ferdinanda, smo ga že tudi srečali, potem pride modenski vojvoda, zunanji ministri številnih držav, ampak seveda zvezda vsega je pa on, car Aleksander I. Zagotovo najlepši med vsemi in Aleksander je bil genij, kar se tiče, bomo rekli, public relations. Vi verjetno veste, kongres je potekal od januarja do začetka maja leta 2021. Naš cesar Franc je bil na morju, v Trstu pa tam okrog, car pa pripotuje proti Ljubljani zelo hitro, tako da je prišel en dan pred Francem, pride iz smeri Trojan in ko se pelje skozi Črnuče, mu njegova predhodnica, namreč car je naprej poslal ljudi, da so obvestili Ljubljano, da prihaja, so rekli: veličanstvo, 5000 Ljubljančank stoji v Špalirju, to, kar je danes Bežigrad, da bi videlo vaše veličanstvo. In Aleksander je bil galanten mož, je rekel: to pa ne gre, namreč Ljubljančanke so stale v mrazu, snegu, on je potoval pa v normalno, zaprti kočiji, da ga ni zeblo. In car ukaže zaustaviti pri ta prvi gostilni, danes se reče pri ruskem carju za to, in se preobleče v gala uniformo z vsemi odlikovanji in da zapreči poletno kočijo. Bili smo v februarju, prosim lepo. In se pelje dol, potem kar je danes Dunajska in Slovenska, in Ljubljančanke so norele od veselja. Torej, Aleksander je bil visok 1,90 m, plavolas, modrook, in seveda dame so bile presrečne, ker so vedele, da je car naredil nekaj za to, da jim je ugajal. In naslednji dan se tukaj, pri tem paviljonu, sreča Aleksander z Francom. Formalno je bil seveda Franc gostitelj, Aleksander pa gost. Dejansko je bil pa Aleksander tako priljubljen zdaj v Ljubljani, vsi so mu tako ploskali, veliko bolj kot pa seveda Francu, da lahko skoraj da rečemo, da je bilo obratno. Torej, Ljubljana je bila osvojena strani ruskega carja, ki je svojo galantnostjo in svojo mogočno pojavo popolnoma zasenčil našega bogega Franca. In Franc seveda se je tega dobro zavedal in ni bil prav nič vesel. Dejstvo je, da je bil pač, kar se tega tiče, zelo zamirljiv. Po drugi strani seveda je pa Aleksander užival, kolikor se je le dalo. Kaj je kongres sklenil? Predvsem številne ukrepe proti italijanskim liberalcem, ki so hoteli združeno Italijo. Na kratki rok je to bilo seveda uspešno, na dolgi rok pa ne. Italija se seveda v naslednjem obdobju združi. Glejte, naš cesar Franc, smo rekli, je bil v prvi vrsti družinski človek. In tule vidimo njegovo družino, tule imamo Franca, tule je sin Ferdinand. In to je bilo tisto, kar je Franca pravzaprav najbolj veselilo, torej družina in vse, kar je vezano z njo. Tukaj imate njegov portret, torej, če ne bi vedeli, da je cesar, bi rekli, da je kak upokojen učitelj ali pa kaj takega.
In zaradi te njegove pojave, te skromnosti so ga ljudje imeli zelo radi. Torej, Franc, ki je bil absolutni cesar druge največje evropske države, takoj za Rusijo, je bil tak skromen meščan in prijel se ga je vzdevek gospod Biedermeier. To je čas Biedermeierja in Franc je odlično v ta sklop seveda nekako sodil. Zdaj, obdobje cesarja Franca, ne smemo pozabiti, je obdobje velikega kulturnega razcveta. Pri nas imamo Vodnika, imamo Prešerna, da samo ta dva omenim. Širše v Avstriji je pa to čas, ko predvsem cveti glasba. Haydn je tisti, ki recimo tedaj zloži slovito cesarsko himno, himno, katere melodija, torej Haydnovo delo je danes nemška himna, in pa jasno Beethoven, človek, ki seveda, če kaj, predstavlja Dunaj, Avstrijo kot središče glasbe. In v tej zvezi seveda je bila Avstrija še vedno tudi kulturna velesila. Imamo še Suppeja, imamo še Paganinija, ki pogosto tule biva, imamo Schuberta, da ne naštevamo vseh teh velikih duhov, predvsem skladateljev. Franc umre leta 1835 in ga pokopljejo v cesarski grobnici v kapucinski cerkvi. Njegova smrt verjetno ni bila nekaj lepega, ne v tem smislu, da bi težko umiral, pač pa imel je hude skrbi z nasledstvom. Namreč nasledil ga je sin, najstarejši sin, Ferdinand, ki pa ni bil primeren za vladarja. Glejte, Ferdinand I je ena, bom rekel, hecna, po svoje žalostna osebnost. Tu vidite njegovo mati, Marijo Terezijo Neapeljsko. Vidite, da malo spominja na Habsburžane, torej njena mama je bila seveda Habsburžanka, Marija Karolina, spomnite se, najstarejša hči Marije Terezije. In seveda Ferdinand, morda tudi zaradi te bližne sorodstvene povezave med očetom in materjo, ni bil čisto zdrav. Ne bi mu mogli reči, da je bil kakorkoli prizadet v smislu, bomo rekli, uma ali pa telesa, ampak bil je zelo počasen. Torej, nikakor ni vedel, kaj bi, in so mu rekli, kar hočem in nočem, naenkrat. In imamo številne anekdote o njem. Zanimivo je, da ko je Ferdinand postal cesar, torej leta 1935, ga poročijo. In to za eno precej privlačno princeso, vidite, Marijo Ano Saško, ki pa roko na srce ni bila kaj več kot pa neka, bomo rekli, patronažna sestra. Nihče ni namreč pričakoval, da bo karkoli v tem zakonu. Res se ni rodil noben potomec, ampak zakonca sta imela zelo srečno življenje in sta se odlično razumela. In telesno zdravje Ferdinanda je bilo izjemno. Namreč učakal je vsega skupaj 85 let. Torej za človeka, ki se je moral prestolu zaradi zdravstvenih razlogov odpovedati, nenavadno dolgo obdobje. Torej za Ferdinanda so poskrbeli, da je bil pravzaprav kot zadnji Habsburžan okronan čisto povsod, kjer se je dalo. Tukaj ga lahko vidite, portretiranega kot velikega mojstra viteškega reda, zlatega runa. Na tej sliki seveda ni ničesar, kar bi kazalo, da cesar ni glih najbolj
uspešen kot vladar, ampak vendarle, bom rekel, ta pogled njegov, tako mal zasanjan pogled nam kaže, da je z mislimi mal drugje. In prebivalci Dunaja, pa tudi na splošno monarhije so ga imeli zelo radi. Če so Francu I. pravili Franc dobri, so rekli Ferdinandu Ferdinand dobrotljivi. Torej, tak dobrovoljček je bil in anekdote, ki so šle o njem, so bile res, res take zabavne. Pravijo, da ko je bil prvič na lovu in je ustrelil orla, je bil presenečen, ker je ugotovil, da orli nimajo dveh glav. Namreč doslej je videl samo cesarske dvoglave orla in si je mislil, pač orl ima dve glavi. Torej, to je bilo veliko presenečenje. Pravijo pa, da je bil njegov najbolj znan izrek, jaz sem cesar in imam rad viner šnicl. Koliko je to res, ne vemo, ampak dejstvo je, da ga kaže tako mal ubogega na duhu. Pa v resnici sploh ni bilo tako. Glejte, tukaj imamo eno risbo, torej ni portret, pač pa risba, ki nam kaže pripravo na kronanje v Milano. Namreč kot edini Habsburžan je bil okronan v Milanu za kralja Lombardo Venecijan, torej beneško-lombardske države, in to z to krono, torej slovito železno krono. In kar je še bolj zanimivo, on je bil zadnji, ki je bil okronan za to krono. To je langobardska krona, nastala je tam okrog leta 700 in so jo uporabljali več kot 1200 let. Torej, nobene druge krone v zgodovini Evrope niso tako dolgo uporabljali. Tukaj ga vidimo kot italijanskega kralja, krona je tule, potem pa seveda sledijo še druga kronanja. Ferdinand je znan po tem, da je ustanovil Avstrijsko akademijo znanosti, tukaj v tej zgradbi, kjer je nekoč domovala Dunajska univerza, ima danes sedež, sicer pa vlada Avstriji Metternich. Razmere v Avstriji so bile vedno bolj pereče, predvsem politična nesvoboda je meščane zelo, zelo težila, in ko je seveda v Franciji leta 1848 izbruhnila revolucija, so tudi v Avstriji začeli se upirati. Na Dunaju, v Budimpešti in še kje drugje. Cesarska družina se je umaknila z Dunaja v Olomouc in tukaj je cesar, vidite, Ferdinand I. po milosti Božji, cesar Avstrije in tako naprej in naprej, izdal odlok, s katerim se je odpovedal svoji kroni. To je kopija tega odloka in tukaj pravzaprav lahko vidite zadnje delo Ferdinanda, kako krona pred seboj klečečega Franca Jožefa. Ferdinand polaga krono na glavo svojega nečaka, 18 let starega Franca Jožefa, in se s tem tudi formalno odpoveduje oblasti. Torej, to je bilo leta 1848. Ferdinand je bil zdaj bivši cesar, čeprav je seveda še vedno do svoje smrti nosil naziv cesarja, in v tem trenutku se pravzaprav njegovo življenje zelo, zelo spremeni. Biva v glavnem na Hračanih in neverjetno uspešno vodi svoja posestva. Torej, imel je seveda številna posestva, ki jih je upravljal sam. Torej, naenkrat se izkaže, da je pravi, bomo rekli, ekonomski genij, finančni genij, in posestva, ki so
v okolici tega krasnega dvorca, ne, ki je bila njegova poletna rezidenca na severu današnje Češke, so cvetela. In Ferdinand je do konca, umrl je v starosti 85 let, neverjetno obogatel in je bil bogatejši od Franca Jožefa. In vsi, ki so ga poznali, so bili pravzaprav presenečeni. Vsi so mislili, da bo te posesti zavozil totalno, ampak ne. Očitno je imel velik smisel za ekonomijo, za finance, kar njegov nečak niti slučajno ni imel. In ko je Ferdinand umrl brez potomcev, seveda je Franc Jožef podedoval to premoženje in šele tedaj je cesar postal bogat, če smemo reči. In iz tega obdobja imamo še eno zanimivo anekdoto, namreč to verjetno veste in o tem se bomo tudi naslednjo predavanja malo več pogovarjali. Franc Jožef res ni bil kaj prida vojskovodja in leta 1866 so pri Königsgrazu, kraljevem Grazu, Hradec Kralove, če smo po češko, to je na osrednjem Češkem, Prusi premagali avstrijsko vojsko, potolkli v nulo. Ko je Ferdinand to zvedel, bil je v Pragi, je menda skomignil z rameni in rekel, no to bi pa tudi jaz zmogel. Tako zgubiti vojsko, kot jo je Franc Jožef. Tudi on z svojim skromnim znanjem in pojavnostjo bi bil pripravljen tako zgubiti vojsko kot Franc Jožef. Torej, vsekakor zanimiva figura, precej, bom rekel, boljša, kot pa nam jo kaže seveda uradna podoba. Moramo vedeti, da so seveda Ferdinanda delno zaradi tega tako prikazali uradni zgodovinarji, da so lažje upravičili seveda njegov sestop z oblasti in pa potem tudi jasno prevzem oblasti strani Franca Jožefa. O njem in pa o koncu monarhije pa čez 14 dni. Hvala lepa.